Galerija Murska Sobota ima status regionalne galerije, zato v prvi vrsti skrbimo za ustrezno prezentacijo in promocijo likovne umetnosti, ki nastaja v Pomurju. To predstavljamo v obliki občasnih razstav, ki jih menjujemo približno vsaka 2 meseca. Zelo obiskana so na primer javna strokovna vodstva, ki so brezplačna, likovne delavnice, vodstva posebej prilagojena za otroke v vrtcih in osnovnošolce ter dijake, tudi starejše, tudi Ljudska univerza seveda je med našimi pogostimi obiskovalci. Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota se že več let aktivno vključuje s svojimi aktivnostmi v lokalno skupnost in to kar v velikem obsegu. Izvajamo aktivnosti kot so delavnice, svetovanja, pogovorne ure in taka praksa doprinaša dolgoročno številne koristi za širšo skupnost na področju promocije zdravja, preprečevanja pojava kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma preprečevanja poslabšanja tovrstnih bolezni. Ker želimo stopiti korak bližje, se približati skupnosti, je nujno, da delujemo tam, kjer ljudje živijo, delajo, se družijo in seveda šolajo. Klub prekmurskih študentov je stičišče dobrih idej. Zavzemamo se, da mladi v lokalni skupnosti imajo nek varen prostor, kjer se lahko udejstvujejo tudi na neformalnih področjih zraven formalnega izobraževanja. Zato za njih pripravljamo projekte, ki so zabavne narave, izobraževalne narave, kulturne, športne ter druge prireditve. Naš največji dogodek je Bujta repa, ki ga pripravljamo oziroma organiziramo v Ljubljani in njen namen je, da povezujemo Prekmurce, ki odidejo v Ljubljano, ki tam študirajo ali pa tudi že delajo. Brez univerze tretje življenjsko obdobje bi težko govorili o vseživljenjskem učenju. Ko se upokojimo, ni sistemsko rešeno njihovo nadaljnje izobraževanje, njihovo nadaljnje vključevanje in vsak se nekako znajde, kakor se ve in zna. Zato smo že leta 1984 v Sloveniji ustanovili prvo univerzo za tretje življenjsko obdobje, temu so sledile druge, letos jih je 55. Naša univerza v Murski Soboti pa je danes stara 20 let. Na računalniški šoli se trudimo vedno bolj približati ta poklic mladim, s tem tudi vedno nadgrajujemo tehnologije, s katerimi se dijaki srečujejo. Korona čas nam je pokazal, da je zelo pomembno, da dijaki spoznavajo moderne tehnologije, da se učijo programiranja, izdelujejo mobilne aplikacije in tako dalje, da ne uporabljajo zgolj socialnih omrežij, ki so tam danes trend. Cilj pa je seveda tudi, da mladi čim bolj pomagajo starejšim, da jih pripeljajo v te vode. Tako kot so starejši učili nas hoditi, tako je tudi naša naloga, da starejše podučimo o tehnologijah, ki so danes prisotne in jih vedno bolj vključujemo v vsak dan. Tedni vseživljenjskega učenja potekajo že 27 let, sodeluje pa tudi Ljudska univerza Murska Sobota. Letos smo območni koordinator in tudi organizator parade učenja, ki je potekala 25. maja 2022, ki smo jo izvajali v mobilnem in stacionarnem delu, oziroma smo organizirali mobilni del, kjer smo se sprehodili po različnih točkah v Murski Soboti. Potem pa smo se osredotočili na dogajanje na stojnicah na Trgu kulture. Tukaj se je predstavljalo okrog 16 različnih izvajalcev. V sklopu parade učenja pa je bila organizirana tudi razprava o Evropskem letu mladih, mladi oblikovalci modernega sveta, v kateri so nastopali gospod Igor Resih, koordinator Evropskega leta mladih v Sloveniji, dr. Milan Brglez in dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota.